Poselitev stranskih dolin in širjenje pašnikov je v Zgornjem Posočju potekalo vse do 17. stoletja, po naravi prevladujoče gozdne površine so se močno izkrčile, gozd je takrat poraščal le še 30% površine. Zaradi prekomernih sečenj so bili gozdovi opustošeni, les je bil najpomembnejša gradbena in energetska surovina, iz njega so kuhali oglje in žgali apno. Spravilo lesa je nekoč potekalo po zemeljskih grčah in lesenih rižah, transport pa s plavljenjem po Soči in pritokih. Gozdni delavci so med tednom živeli v gozdovih, v lesenih brunaricah in sami skrbeli za prehranjevanje. Tiste noči se je slišala jokat les. Zaradi zahtevnih terenskih razmer je gospodarjenje na skoraj 50% površine gozdov Gornjega Posočja pogojen z žičnim spravilom. V začetku prejšnjega stoletja se je spravilo izvajalo najprej s preprostimi spuščavkami, kasneje s krožnimi gravitacijskimi žičnicami in klasičnimi žičnimi žerjavi. Tiste noči se pa daruje kos sveta. Leta 1961 je takratno soško gozdno gospodarstvo Tolmin nabavilo 3 traktorje znamke Krasar z dvobobenskim vitlom. Po vzoru prototipa inovatorja Štefana Gnezde iz leta 1932 so nanje namestili idrijski voziček in nastala je ena prvih premičnih gozdarskih žičnic pri nas. Na enem bobnu je bila nameščena usilna, na drugem pa vlačilna jeklenica za spuščanje in dviganje lesa na krajše razdalje. S pojavom klimatskih sprememb so v zadnjem desetletju vse pogostejše večje ujme, leta 2014 je bil obsežen žledolom, kasneje pa več vetrolomov, vse to pa spremlja še prenamnožitev podlubnikov. Kljub temu, da je delo v gozdu še vedno med najbolj zahtevnimi in nevarnimi, se je v zadnjem času močno olajšalo s traktorskim spravilom, s sodobnimi gozdarskimi žičnicami in ponekod tudi s strojno sečnjo. Na šledu je pomlad prišla, na gozdna tla sonce je sjala, in harka je sapa mirna pihala, čez deblan gozdne pati. Ven zemlje spačite, zdaj lahko se spi, a da drevje so pa hnala. Hmalu pa zabuje ta gozdni svet, ljubki skozi zimske noči. Tiste noči se pa daruje kos sveta.
V zadnjem stoletju se je z opuščanjem kmetijskih zemljišč gozdnatost znova povečala na 64% površine. V kulturni krajini zaznavamo močne spremembe, zaradi ugodnih habitatov so se močno razširile nekoč povsem izginule živalske vrste, kot so jelenjad, divja svinja, nekatere zveri in nekoč ogrožene živalske vrste. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki temelji na načelu trajnosti in ima svoje začetke pred 255 leti prav na Tolminskem, je z upoštevanjem socialnih in ekoloških funkcij gozda sposobno prilagajanja tudi na klimatske spremembe in na druge izzive sodobnega časa.